glasujejo, ne, kaj bomo delali, objavo za Instagram, gremo na Instagram. Ti lahko že povemo nadaljevanje, to je bila stvar, ki bi si želela, da bi nekdo v štartu povedal. Ali pa kliknil na pravo predlogo in je stvar narejena v roku za podjetnike nekim. Kar tudi opažam, da izumljajo pri templatih fulejnih novih postavitev, pa enkrat tako pa tako. In vedno rečem en čist simple hack. Delamo nek projekt, imamo Canvi na račun, izvoli, naredi do konca, ne dizajn in je bilo čakaj, zdaj se moram še s tem ukvarjati. Ne. Je, bom rekla, za enega uporabnika, ki nima mogoče predznanja dizajniranja, je to. Vsi so odkorakali, wow, lahko zdaj to naredim. Karkoli rabiš od informativnih oziroma marketinških gradiv, je Canva naslov zate. Tista mapa se zabaše, da je veselje in good luck, če naš hrano s pravo ključno besedo, a ne, da to najdeš pod lupco. In ni treba imeti nobene diplome za to, zato je kle Canva, da ti olajša življenje, tako da you can do this. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Jerneja, živijo, dobrodošla pri nas. Živja. Upam, da se fajn počutiš, si v redu. Odlično, redi za tole. Ok, ti si v bistvu strokovnjakinja za digitalni marketing, pa za branding, z vsebinskim marketingom se ukvarjaš, ampak v bistvu za vse to pa uporabljaš eno tako zanimivo orodje, v katerega si se malo zagledala, in sicer Canva. Ja. Ti mi povej za začetek, zakaj lih Canva? Ja. Da povem iskrene začetke, bo to zelo zanimiva zgodba za nekega dne, mogoče članek ali knjigo o mojih štartih, ampak Canva se mi je čisto spontano pojavila 2016 na nekem projektu, tako da takrat ni bila misel, Canva je najboljše orodje ali pa, bom rekla, namerno. To je bilo takrat rečeno, le delamo nek projekt, imamo Canvi na račun, izvoli, naredi do konca, ne dizajn in je bilo čakaj, zdaj se moram še s tem ukvarjati. Ne. Tako da sem imela zelo zanimivo, bom rekla, prvo srečanje s Canvo, ker ne moram reči, izbrala sem ga namerno, ni bilo v moji moči, ampak ko sem gotovila, kaj se zmore, sem tako nekako kar začutila, da mi je všeč, da nekaj nastane. Zaprav, ta občutek sem pri sebi takrat prvič dejansko odkrila in ko sem videla še širino samega orodja, je bilo to. Ni bilo treba dvakrat reči, glede na dostopnost, ker sem imela veliko časa tudi brezplačen račun, preden sem presedlala v Pro, in je bilo to. Sploh ni bilo treba dvakrat reči, ko sem videla, ok, dejansko, kar si zamislim, lahko dizajniram, ne. Super. Ti mi malo povej, rekel si, vse, kar si zamislim, lahko dizajniram, ne? Kaj bi to bilo? Na kakšen način ti uporabljaš Canva? Takrat, se pravi zdaj, skočiva kar zdaj, ker je to let od tega, da danes, ker sem pač v teh podjetniških vodah, so potrebe zelo, bom rekla, specifične. Govoriva če delam za druge, od letaka, vizitke, spletnih strani celo, kakršnekoli prezentacije, video urejanje, v glavnem širina je, da ne rečem, ne. Dejansko karkoli rabiš od informativnih oziroma marketinških gradiv, je to. Je Canva naslov zate, ne. In tle pač tudi sama imam to neko vlogo, bom rekla poslanstvo, da potem kažem podjetnikom ali organizacijam, odvisno kje sem in s kom imam opravka, da jim pokažem, kaj potrebujete. To se da narediti v Canvi. Kaj rabite? Ok, to se da tudi, pa ne da delam zdaj reklamo za Canvo, ne, način sem plačana, affiliate, nothing, ampak je, bom rekla, za enega uporabnika, ki nima mogoče predznanja dizajniranja, je to. Je odličen naslov. A se ti zdi Canva primerna za nekoga, ki pa res nima pojma o dizajniranju? Zelo. Ja, odlično. Zelo, ker ravno to je bistvo Canve. Želi ti olajšati življenje po domače oziroma vstop v dizajn s ponujenimi predlogami. Se pravi, ti že nudi neko osnovo, to osnovo se moramo zavedati, da je naredil nek dizajner oziroma grafični oblikovalec in ti imaš že brez izgovora že narejen nek layout oziroma postavitev, ker tudi če nimaš pravega znanja, je to. Je tvoje izhodišče lahko za delo. Pol, če si malo bolj pogumen, imaš ideje ali želiš majčkeno testirati zadevo, greš lahko tudi z nule delati, ne. Ampak glede na to, da sem dala že ful začetnikov čez, vsi so odkorakali, wow, lahko zdaj to naredim. Dejansko se počutim, da razumem, kako zadeva funkcionira, lahko z nule naredim, ali pa kliknem na pravo predlogo in je stvar narejena v roku
ok, kle malo varira, a ne? Ja, lahko je to pol ure, 1 urca, ampak veš, kaj mislim, Ja. a ne? Zelo, bom rekla, dostopno in ja, 2-krat ti rečem ja. Ok, škaj, jaz ti bom povedala mojo izkušnjo s Canvo. Ok. Jaz sem se registrirala in sem jo odprla in potem se mi je zdelo, da me je tako zbombardirala. Je pa tako, a boš le taka, boš Facebook post, a boš LinkedIn, a boš kaj boš naredila. In so si mislila, oh my god, ne, Ja. sam pusti me na miru. Kako se v bistvu znajdete v tem začetnem hektičnem napadu Canve nate? Itak, zdaj imajo verjetno še hujšo borbo, iskreno ne vem, ker imam že toliko časa odprt račun, oziroma 2. In ti bom tako odgovorila. Vsak zdaj, ki gre v Canvo, verjem, da ima nek namen. Noben ne gre na slepo raziskovati zadeve, morda kakšen firbec, kakšen drug uporablja Adobe, kakšno drugo orodje recimo, a ne, pa ga zanima, ima drugače gre vsi z nekim namenom. Ali je to prezentacija, ali je to letak, tudi ko pridejo k meni, tečajniki ali na delavnicah, je vedno zelo namensko. Tako da jih direkt usmerim. Aha, ko prideš v Canvo, ne samo okolje, to, kar ti iščeš, najdeš tukaj in tukaj, tukaj. Seveda je pol moja vloga, da pokažem malo širine, kaj se še da, ne? Ampak pri meni bom rekla, tudi imam opravka s takimi skupinami, točno imajo definirano. Sam rabijo ali push usmeritev, ali ne, kakšne so možnosti. Ok, a pa misliš, da je tako recimo za nekoga, ki raziskuje Canvo? Kaj bi rekla, kjer je ta prvi projekt, ki se ga je fajn lotiti, tako da se naučiš malo snov? Ok. Veš, da moram spet reči, sigurno imaš neko idejo, kaj tam delaš, oprosti, ampak je res, Ja. iz prakse povem. Ok, Ti bom pa pokazala 2, Ja. ok? Ko imamo opravka z zaposlenimi, recimo, a ne, vem in prioriteta njim je običajno prezentacija, kakšno video urejanje, pa objave za družbena omrežja. Takoj že vemo, kje smo. Se pravi, jih sploh ne usmerjam in ne kompliciram primer spletno stranjo v Canvi, ker jo že ima organizacija, ne potrebuje tega. Ko imam pa opravka s podjetniki, pa vedno vprašam, kaj že imaš? Vizitka, letak, imam, v bistvu rabim ponudbo, the best. Greva pogledat, kaj Canva ponuja, od recimo ponudb in kako lahko ti sfriziraš za svoje namene, a ne. Tako da, jaz sem ti tako odgovorila, ne glede, kateri dizajn izbereš, je odlično izhodišče, da se učiš, ker tako tudi moje delavnice potekajo. Vedno imamo konkreten dizajn in na tistem dizajnu, ko ga ustvarjamo, se učimo funkcij in ukazov. Nič, bom rekla tako na lepo pa na slepo, ampak glasujejo, ne, kaj bomo delali, objavo za Instagram, gremo na Instagram, to je to. ok, deva zdaj mi 2 glasovati, kaj bomo delali, ne? Kaj bi delala? Jaz Objavo bi za Instagram? Ker imamo najverjetneje podjetnike na drugi strani, bom rekla nekaj, kar je zdaj zelo vroče, pa me zelo pogosto, ali bom rekla pokličejo, najemajo, kakorkoli že ponudba. Ok, deva narediti ponudbo. Ok, se pravi, prva stvar, ki jo svetujem, ko si na, jaz rečem, homepageu, se pravi, prva stran, ki jo vidiš, pejte malo raziskati pod uno lupico, se pravi, iskalnik, kaj ponuja pod ključne besede, znajo biti zelo različne. Lahko bo to service, offer, pa pardon, občinstvo, jaz bom govorila angleščini, ne, ker imam angleško Canvo, me je malo razvadlo, tako da ja. V glavnem, karkoli ponuja pod, se pravi, service, offer ali celo book, ne, ker book cover ali book, ključna beseda, tudi velikrat ponudi template, ki imajo lahko 1, 2, 3, 10 strani. Tako da vse to, potem ne morete zgrešiti s prezentacijo, ker velikrat je že prezentacija optimizirana za prav service offer. Ker, zakaj sem šla takoj na service? Ker sama Canva lahko ima tudi produkte v smislu izdelka, ne, ampak ni optimizirana za kakršnokoli prodajo znotraj Canve. Lahko uporabiš za predstavitev, to je to. Ni pa tako kompleksna reč, da bi imel gumbek možnost nakupa, razen če bi to pokonektal s kakšnim, ne vem, zunanjim. Mislim, nisem še šla tako daleč, ker imam za to WordPress, pa WooCommerce, da je mečkam bolj, bom rekla, na nivoju teče ta prodaja, kartično plačilo in tako naprej. Ampak recimo, ko imamo pravka z podjetniki, ki imajo storitve, idealka. Tako da naštepamo eno magari storitev, oziroma eno ponudbo in jaz odvisno, komu jo pošljam, imam običajno več verzij ponudbe, zato ker vem, kaj njim bolj pomeni, kaj bolj poudariti v tisti ponudbi. Tako da jaz imam precej custom made, če sem iskrena, zelo po moji meri, ker vedno vsaj 50% spremenim osnovni template. Vsaj. Tako da ne, da to podpiram, ok, publika, ki zdaj tole posluša, ampak jaz se ne moram opreti, da vidim, sem vsa navdušena, na koncu pa, ko začnem delati spremembe, 50% zagotovo spremenim. Ja, veš, da to se tudi meni velikokrat zgodi, ne? Prav to,
najdeš template, full brskaš in si rečeš, ta je the one. Ampak potem, ne, začneš tlačiti svoj tekst noter in ne gre več nikamor. Kako se v bistvu, imaš kakšen tak trik za tiste, ki mogoče nismo dizajnerji lih po duši, pa nimamo tega feelinga, kaj zdaj narediti? Ali prilagoditi tekst, ali prilagoditi dizajn, ali oboje mal? Tle ni samo vprašanje teksta, ker to pomeni, da lahko tekst, ne glede na to, a ga skrajšaš, prilagodiš kakorkoli, lahko vpliva na končno podobo. Treba layout kot obliko celostno gledati, ker najverjetneje imamo notri še kakšno slikco in tako naprej, a ne? Zato jaz vedno rečem, template drži kot, bom rekla, izhodišče rdečo nit. Zato, ker tako je to dizajniral, je to naredil z razlogom. In če ti nisi po osnovi dizajner, kar tudi jaz nisem, ne, pomeni zelo veliko tveganje, ko začneš spreminjati, kaj bo izgledalo, ne, uro kasneje. Zato, ko jaz rečem, da sama tweakam oziroma spreminjam, kaj to pomeni. Jaz grem malo pošnofat, kakšne so ponudbe tam zunaj. Jaz naredim malo domače naloge prej, grem na Google ali od košnega drugega dobim, pa vidim layout, imam že malo uč za to, pa veseli me to in vidim, ta stran je res dobra. V bistvu sama jo lahko naredim zdaj v Canvi. Tako da jaz to malo pogolfam in ko mi Canva ne dostavi želenega ali pa vidim, da imam več robe, kot recimo je predloga, ne, grem vedno pogledat, zadnjič naprimer sem bila na inkubatorju, listam njihov katalog, nekaj podjetnikov, layout tako mi je padel v oči. Saj kot jo lahko ta katalog vzamem, jaz bi rada to poustvarila. Da jaz sem zelo, bom rekla, že malo opazujem, kaj imajo drugi in tako naprej. Deformacije, Malo je že padlo noter, da vidim, lahko dejansko poustvarim to. Ne delam vedno kakšen copy-paste, glede tega imam še smirno vest, ampak mi daj idejo, ima že smisel, bom rekla, struktura, ki je slika, ki je tekst, naslov, podnaslov, da ne zgleda vse skupaj ena mineštra ali pa preveč vsega. Sam za to gre. Tako da, če si čisti začetnik, da nisi še spreten v tej meri, dej se raje drži dizajna, pa raje razmišlja o tem, ali bo tekst potrebno kaj optimizirati, ker ti povem po resnici, velikrat ga je treba. Je, bom rekla, pašta od unga teksta, ki ga lahko skrajšaš, ne? Tako da na koncu gotovimo, da je to bolj problem. V bistvu ti Canva na nek način lahko tudi pomaga tekstu. To pa nisi vedela, da dela. Tako da, evo, mogoče en tak nasvet, ki vem, da ne moramo iti zdaj ful v detajle. To je res. Ampak zdaj smo recimo zbrali en template za najino ponudbo, tekst sva strpali noter. Kaj naj jo zdaj čaka? Zdaj tako, ko si, bom rekla, zrihtala, ne, po meri najbrž že veš, komu bo to šlo, a gre za neko generalno bolj ponudbo splošno ali prav za specifično podjetje, organizacijo. Jaz naredim dve zadevi in to tudi vedno povem na glas in se ti odloči, katera je zate boljša izbira. In sicer prva stvar je, ali se odločiš, da bo ponudba ostala znotraj Canve in z javnostjo deliš samo v obliki public linka. Se pravi, dobiš kakor nek URL oziroma naslov direktno do dizajna in deliš, in kaj to pomeni, ti imaš še vedno totalno moč nad tem dizajnom, tudi če kaj spremeniš ali prekineš povezavo. Se pravi, če je trajanje tega, ne vem, do konca meseca, je to to. V primeru, da downloadaš, recimo kot PDF, pa pomeni, sej lahko itak v tekstu predeliš, da je veljavna, ampak tista zadeva rata prenosljiva, daš v prilogo v mail in lahko roma kamorkoli. Tako da jaz imam zelo veliko prakse, moram priznati, da imam link pošljam, ampak link, ki ga potem skozi določen čas ali ni odziva, ali treba kaj spremeniti, ali pa pač, sodelujemo, pa ni treba, da je več aktiven, ga prekinem, tako da imam teh linkov in ponudb malo morja že. Ker prilagajam, redko, da imam eno in edino, ponudbo. Te mi še nekaj povej, mi dve ta template, ki ga zdaj delava, Ponavadi imamo vsi podjetniki nek svoj logo, neke svoje barve. CGP. Kako zdaj ta CGP stlačijo tudi ta naš bogi template? Zdaj začeti z barvami. Zdaj tako, tisti, ki imate brezplačno Canvo, don't worry, so bližnjice. Zato, ka brand kit noter, mislim, da komplet blagovne znamke ima slovenska Canva, je notri možna, da vse, bom rekla, celostno vneseš za nas, ka plačujemo Canvo. Se pravi, barve na srečo so odprte za brezplačne kanvaše, kar pomeni, da moraš vedeti hex kodo barve ali po domače neka koda, ki opredeljuje odtenek barve. Ni vsaka modra, imaš vmes marsikaj. Tako da to je fajn, da veš, s kakšnimi barvami imaš opravka, da znaš to vnesti noter v Canvo, če ne streljaš na slepo. Vse ostalo pa
se pravi, plačljiva Canva, itak lahko vse obogatiš in vneseš v brand kit, ki te čaka v glavnem zavihku na levi strani. Piše jasno brand oziroma brand kit. Vsi ostali lahko vnesete sicer barve, ampak priporočam kot neko bližnjico oziroma obvoz, da naredite pod projekti mapco in notri se da v mapco logotip vnese, vse slike, ki so zate relevantne, kar se pa tiče pisave, ker prav tako brezplačni kanvaši ne morejo pisati, oziroma shraniti pisave. Je pa fajn, da si zapomniš in dobra novica, Canva jo bo tako in tako ven vrgla kot nedavno uporabljena pisava. Se pravi, ponujati vse na pladnju. Še preveč mogoče ampak se da. In kaj zdaj, da nadaljujem? Ko si pa v urejevalniku, se pravi, ko delaš svoj dizajn, te pa čaka tvoj logotip, se pravi nas v brand kitu, imaš spet bližnjico, te čaka gumbek, vsi ostali pejte znotraj urejevalnika v projekte, mapco in te čaka tvoj logotip. Tako da, vem, vedno mi rečejo, ne, jaz znam to pod uploads, naložena vsebina. Ja, ampak nekega dne bo tam noter ful robe. Ja. Tista mapa se zabaše, da je veselje in good luck, če naš shrano s pravo ključno besedo, da to najdeš pod lupco. Drugače greš, da lepo mapo in imaš rešeno. Vedno na dosegu. To se pravi, v bistvu se moramo malo organizati, Ja. Da se lotimo Canve. Zdaj si povedala ključno besedo in ti lahko že povemo nadaljevanje. To je bila stvar, ki bi si želela, da bi nekdo v štartu povedal. Ker ko sem se jaz zagnala v Canvo, to je bila mineštra. In še danes malo gasim požare za nazaj, ker uporabljam to Canvo zase, za delavnice, naročnike, vse možno, veš. In je notri mineštra dizajno, da se razume. In moram vedno reči, da je danes si vzameš pol ure, če je treba časa, da organiziraš. In če bi ene take zadeve prej vedela, da je fajn mapce narediti, poimenovati jih glede na projekte, dati noter dizajne, ki pašejo te mapce, ali pa še boljše narediti brand template. Že od samega štarta shraniš template, ki je, bom rekla, v postavitvi layoutu, ki te postreza, v tvojih barvah, vse, ga lepo tegaš oziroma shraniš kot brand template in te čaka tam vedno na voljo. Ne da imaš ti vsakič brainstorming, kako pa danes, kjer so naše barve in to. Vse to je lepo shranjeno v brand kitu oziroma brand template, da se nekako zavaruješ, da ne izumljaš vsakič nekaj na novo. Tako da te bližnjice jih jaz nisem vedela na začetku, ker sem šla čisto samouk, totalno sama se učita, in pa se učiš na napakah. Ali še kakšna taka napaka, ki bi jo rada delila z nami, pa rešitev? Majčkeno sem jo že zdaj namigala s poimenovanjem datotek. Prosim vas, vzemite to resno. Jaz mislim, da že skoraj, da v tej Canvi, ta glavni, imam zdaj približno 3000 dizajnov. Kje boš ti našel projekt izpred 3 let? In če nisi takrat razmišljal, da moraš to datoteko pravilno poimenovati, in to boš s pomočjo tiste lupce searcha gor mogoče diplomiral iz tistega. To je bila ena taka čisto osnova, ki sem rekla, kako na Windowsih, oziroma doma mi je pa vse jasno, razumeš, v Canvi pa mineštra. Kle sem samo sebe pa malo presenetila, kje bom jaz zdaj to našla. To je bila taka stvar. Druga pa mogoče za podjetnike nekaj, kar tudi opažam, da izumljajo pri templatih ful enih novih postavitev, pa enka tako pa tako. In vedno rečem en čisto simple hack. Odpri dokument, recimo, da dela v Instagram, objavo in se odloči znotraj magari nabora templatov, ki jih Canva ponuja, daj si 2 opciji za, napovednik webinarja, dogodka, daj si 2 opciji za misel dneva ali pa misel tedna, se pravi, določi si že template, ki jih boš potem samo recikliral. Ni treba, da vsakič na novo greš iskat, ker kaj je rezultat tega mineštra potem. Ker se prav vidi, da je vsak template na novo poiskan in uporabljen. Medtem, če želiš, da imaš neko rdečo nit, da zgleda vse spodobno, poleg pisav in barv seveda, da imaš template, ki se lahko ponovi. Če ti je nekaj všeč za citat, misel, lahko to recikliraš naslednjič. Recimo, To je v bistvu točno to, kar sem te hotela vprašati, pa boš zdaj še malo to smer mi všeč, kako sva sinhronizirane, ampak v bistvu res, a se malo zapletemo podjetniki, vsaj jaz vem, da sem se, da sem vsakič šla potem, zdaj pa je nov template, zdaj rabim pa novo objavo, Kdaj si v bistvu reči, tole je good enough, to so moje objave in enostavno uporabljati en in isti template, A si s tem tudi rušimo v bistvu blagovno znamko na nek način? Ja, jaz ko rečem, če se prevelikrat menja, je že to
alarm, red flag, ne, da to pomeni odloči se za neki, ne. Razumem pa skušnjavo, okay? Ker jaz čist štekam, sem tudi taka, da se zapalim takoj, ko vidim, ne, oči vidijo pa, kako je to luštno, ne. Ampak prvič zmanjšaš si stres, ko se odločiš za neke template, a ne, ki so cool in jih samo potem recikliraš. Drugače pa najdi, dokler ne rečeš, wow, to je to. Ok, naredi to domačo nalogo, prvošči si, išči. Bolj bom rekla, kot na izbor drugačnih templateov, bolj se zgrozim, kaj je sprememba barve pa pisave. To hitreje opazim. Čak, kako, ne uporabljate neki eno rdečo nit, ne, pa brand kit imaš, pozabim, pa to, pa pa rečem, kler na kilometer vidim, da to ni, ne vem, Open Sans, to je neki drugega, Anton, neki, pisava. To hitreje opazim, priznam, kakor to, da mečkaj še eksperimentirajo s postavitvijo, veš. Tako da klele, dej si vzemi magari čas, ali pa še boljše, vidiš nekoga, ki ima morda nekaj, kar bi podobno ti imela, pejdi raziskat, kaj Canva ponuja, ali sestavi iz nule, ne gre se kle za copy-paste, ampak za navdih pri oblikovanju, a ne. To se pravi, v bistvu se ti zdi, da včasih mogoče malo preveč pričakujemo od Canve. Tako zdaj malo razmišljam za nazaj, jaz pa Canva imava zelo tako on-off odnos. Zelo vroče, hladen je. Okay. In za včasih sprašujem, ne, mogoče bi pa jaz mogla tisto domačo nalogo narediti, ne, preden se znesem nad Canvo in si rečem, ti pa zdaj nimaš nič pametnega zame, ne. Ja. Kaj je fajn, da si zamislimo prej, pa kaj je fajn, da prepustimo Canvi? Ok. V bistvu sem kar malo tako presenečena, ko slišim to, a ne, ker vem, kakšno širino ima Canva in velikokrat potem ugotovimo, ali se je iskalo pod napačnimi ključnimi besedami, ali pa ni bilo dobro definirano prej, kaj rabiš. Točno to vprašanje, kaj ga imaš zdaj. Kar pomeni, v Canvo greš ti, ko v fazi, bom rekla, ko imaš ti že kristalno jasno, kaj delaš tam. Zato sem prej v štartu te zaustavljala. Nobene gre v Canvo bluzit. Upam, da ne, no. Če greš, ok, si mečkam tako, da probaš, razumem, a drugače so vsi grejo namensko. In ko si že v Canvi, vem, da imaš ti plan, zakaj si tam. Ali pa ga bomo našli, a ne. In ko so, recimo, moji tečajniki tam, vedno rečem, zakaj delaš? Ja, moramo objaviti za ta dogodek. Aha, event. Ključno besedo si mi zdaj kar povedala, a imate že izbrano predlogo? Ne. Torej bova šle notri pogledat, kaj mi ponuja po to ključno besedo in lahko vzamemo to za izhodišče, a ne. In potem vidim, da se tako razbremenijo, sem res, v bistvu rabim prvo vedeti, kaj rabim oblikovati, za kakšen namen. In rečem, lahko si zapišeš, te organizacije imajo ponavadi zelo definirano, veš, imajo dogodke, imajo vabila, imajo kakršne, ne vem, informativne objave. In rečem, od tebe morda to zahteva, ne vem, 5-6 templateov. That's it, pa jih boš pa samo obračal. Ko bo novica nova, daš to. Pustiva zdaj navadne objave, ker ne vem, video pa slika, ok, govorijo o tisti, ki so malo bolj, bom rekla, dizajnirane, a ne strukturirane. Vedno rečem, takrat že veš, kaj iščeš. Torej prideš z namenom in olajši si življenje, prav ključno besedo vpiš, pa poglej, kaj in kako. Se pravi, tiska se mi zažene noter, vem, da ni predtem naredil domače naloge, a ne, bi kar neki na hruk, z danes na jutr, ne. Ja, neki na hiter pa itak upaš, da se bo kar pojavilo točno to, kar ti rabiš, ne, in pol včasih si malo razočaran. Še eno vprašanje, omenila si že brezplačno, plačljivo verzijo. Kdaj misliš, da je nek uporabnik na tem nivoju, ki pa je res fajn, da ima plačljivo verzijo, pa kaj lahko pokrije brezplačno? Če sodim po sebi, ko sem ugotovila, da sem vsak dan gor. Ampak dobro, ne vem, če je to, ok, to tako malo pse zdaj zveni. Dobro, mogoče to res ni pravi razlog, ampak tudi, če si vzameš nek sklop v tednu, bomo tako rekli. Recimo, da je torek, sreda namenjeno za objave, ne vem, ponudbe, prezentacijo, kakršnekoli razloge imaš in ugotoviš, da se to dogaja na neki redni bazi ali delaš za druge. Takrat mislim, da pol ni debate, ker je Canva, ki ti ponuja v plačljivi verziji, govoriva vnos brand kita. To je meni že zlato. A ne, da mi ni treba izumljati vsakično novo. Ti, ki imam že njihove fotke, veš, da samo, ko sem v urejevalniku, samo definiran, kater brand kit bo zdaj uporabljal. Imam že vse servirano, a ne. In ko veš, da je to potrebno, da se vsakič ne točeš, ne, po glavi je naredi to investicijo, ne bo nič bolelo. Ko mi pa reče, ne, na 2 meseca grem gor, mi pa tudi vse pove. A ne, se pravi, takrat, če narediš vse enemu dnevu in ni potrebe po stalnem,
Rečem ne, pol še ni dovolj zrelo, a ne. Drugače pa, če je pa to redno, tako kot pri meni, pa še za koga drugega izven mojih, a ne, projektov, tle ni debate. Ja. A imaš mogoče kakšno funkcionalnost od Canve, ki je pa res tako, ki brez tega pa ne morem več živeti, ki ti je pa res ena izmed najljubših? Ja, kar nekaj časa pa priznam, da še vedno, pa ful je simpel, ne, tako zdaj, kdo pričakuje, zdaj, kle, kakšna umetna inteligenca bo izpostavljena, ne, not there yet, odstranjevanje ozadja, ja. Ej, brez heca, bilo je odštekarjev, bilo je ne vem, čirenih čudnih zadev tam na odzadji, ki je bilo treba odstraniti, ne, izolirati tisto reč in to je meni najboljša bližnica do česarkoli, tudi ko treba kakšen produkt izpostaviti. Karkoli že, a veš, clean, zelo dobro to dela ta funkcija, pri videu, tu bom rekla solidno, ni nekaj ful wow še, ampak karkoli, bom rekla, oseba, predmeti, moram pohvaliti, mi je ful the best, to sem kar lojal teli, čeprav imaš, a veš, bližnjice, samo imaš tudi zunanje vire, pa greš lahko pol vneseš noter, ne. In pa ful mi je všeč, to pa tudi povem, zato ker delam velikrat zelo kompleksne zadeve, a ne, ni čez funkcijo layers oziroma sloji. Ne, position, se pravi to in da grem sloje čez, ker ko delam kakšne take projekte, to pride po 30 zadev, gor, na gor in moram dostopati do specifičnega sloja in to je stvar 2 klikov. I love it. Tako da ja, vem, da mislim, verjetno Adobe-ci bo rekel nothing new, ne, nič tazga, ampak meni je en tak majčken, bom rekla, funkcionalnost, ki je vsem dostopna, ampak jo konstantno uporabljam. Zato se gre. Ja, vsi to je pol ta najljubša funkcionalnost, ampak kaj pa res recimo kakšne druga orodja? Kaj bi rekla, kdaj je Canva dovolj, recimo za kakšno bolj kompleksno, pa kdaj pa misliš, da jo mogoče malo zmanjka, pa je treba preklopiti? Znam takoj na tole odgovoriti. Takoj. Ker jim stalno malo težim, tako sem samoljudna, ampak jim povem po resnici, veš, kaj lahko daš mnenje, Ana, kot uporabnik, ne. In ko imam priliko, je vedno rečem, come on, dvigante malo, bom rekla, level video urejanja. To pa, ker prihajam iz CapCuta, a ne, ki je podrejen temu, oziroma namenjen za to, pa vidim kar prepad, a ne, med tem in tem. In vedno rečem, za neke storije, osnovne rile, the best. Nič groznega, Canva, super duper. Kar se pa tiče, bom rekla, prehodov iz ene glasbene podlage v drugo, iz enega kadra v drugega, sploh kar režeš, snipaš, a veš, zadeve in to skupaj povežeš, jaz opazim. Te mičkene prekinitve, mičkene tranzite, ne bi smeli se tako videti, a ne. Pa tu pa tam, ko delam zdaj te moje animacije, risanke in tako naprej, ojej, včasih vmes se mičken, ne vem, kaj se zgodi z bom rekla, bug, da mi duplikate dela znotraj urejanja, se pravi, kot da bi bilo tako obremenjujoče za Canvo, a ne, pa delam 1-minutno, da se razume, nič kaj ful dolgo, in vidim, kle malo zmanjka. Ne, pri kakršnem koli urejanju tudi nekih kompleksnih, bom rekla, tranzitov, se trudijo, vsakič vidim, vsako leto dajejo gor, ampak kot da bi bilo malo več poudarka na bolj statičnih zadevah, no, da je kle, je še ful prostora za izboljšave, sploh, ko se razvadaš, pa prideš iz drugega orodja. Tako da video moram izpostaviti, ja. To se pravi, statične stvari, grafične stvari. Ne moram nič, Je pa Canva the way to go. Mi je top. Deva se vrn, zdaj smo malo zapluli, ampak deva pogleda, če to najino ponudimo malo, ki je v bistvu že skoraj končana, ne, praktično barve so obdelale, pisavo so obdelale, stvari sva stlačile, logotipe sva naredile, a ne. In zdaj v bistvu, kar sem te hotela vprašati, je lih to, ne, ponavadi predloge. Ja. Določene uporabljamo, včasih nas malo zanese, pa pol moramo vsakič na novo toplo vodo odkrivati, ampak kdaj se odločiti za eno fiksno predlogo? Ja. Reč, ok, tole je zdaj moja ponudba, to uporabljam, pa kdaj se ti zdi smiselno v resnici imeti različne predloge ali pa jih menjati ali pa eksperimentirati, tako glede na vrsto. Govoriva zdaj sva še vedno pri ponudbi, ali kje? V bistvu glede na vrsto dokumenta, veš, recimo rabimo vizitko, te so dosti standardne. Okay, ja. Rabimo ponudbo, rabimo, ne vem, račun, pa imamo, ne vem, socialna omrežja za LinkedIn, za Facebook, tako naprej. Okay. Katera izmed teh misliš, da takih tipičnih grafičnih stvari, ja, ne, bi mogla biti tako kar tok fiksna, pa se odločimo, pa jo
imamo, pa je to naš brand template, kot si prej rekla, kjer je pa v nas, s katerimi radi malo eksperimentiramo. Kar sem jaz opazila, največ se eksperimentira pri objavah za družbeno mrežo, pa le takih. Ampak da se razume, vedno so vključene barve, pisave, logotip, te klasika, pač elementi, ki kažejo identiteto podjetja, organizacije. Ampak vidim, sploh, ko imam opravka z organizacije, ki imajo zelo definirane zadeve, pa držijo standard, bom rekla, tako je in to, pri prezentacijah, takih zadevah. Tle ostane neka rdeča nit in se res menja samo informacije. Ali še bolje, recimo ponudbo, jaz v resnici duplikat samo naredim. Grem jo na novo opisati, veš, novo ponudbo, duplikat, ampak potem vidim, kjera informacija je morda odveč, kjera ne, pa kle delam majhne noter premike, ampak rdeča nit, kako zgleda, ostane enaka. In ta svoboda spreminjanja, kot ti praviš, jo vidim, da je tako najboljš pri kakšnih storijih pa to, da si prvošaš malo, znam pa, ne vem, boljšo animacijo narediti, go for it, naredi malo bolj napreden storija, ne? Ker Canva ponuja, bom rekla, luštne animacije, ko včasih človek ne ve, da je to narejeno v Canvi, ful dobro, ne? Ampak morda to pride s časoma. In da nisi zdaj, ne, to sem se odločil, da se moram pa tega držati. Tudi evolucija tebe se dogaja, tvojega znanja znotraj Canve, ne. In če ti ugotoviš, zdaj bi rada to nadgradila, s tem in s tem, naredi. Jaz vedno samo rečem, dizajn je ena stvar, če boš pa spreminjala še barve, pa pisave, pa ne lih na pol leta dela. A ne, on reka, to čist druga fronta. Če pa govoriva res samo o dizajnu, pa prvoš si eksperimentiri, dokler ne bo to, da imaš mir za nekaj časa, spiš tudi bolj, ne? Ker veš, s katerim templateom delaš, ampak kar se pa tiče sploh kakšna svoboda storijev, pa tega, kakšnih rilov, nared, ker verjamem, da se tudi tvoje znanje razvija. A ne, in mogoče tisto, kar zdaj znaš, čez pol leta, 1 leto, bo drug level in boš lahko to nadgrajeval, a ne. Ja, se pravi, mogoče, če te malo povzamem, je fajn, da recimo imamo eno ponudbo, pa se jo držimo, pa vizitke se držimo, pa računa se držimo, malo več svobode, pa eksperimentiranja si pa damo tle na socialnih omrežjih. Ker če te lahko dopolnim, neki dizajn, neki posebina. Se pravi, dizajn kot postavitev, layout, lahko se tega držiš, vsebino ti menjaj. A ne, zato jaz dupliciram svojo ponudbo in samo potem obrnem malo vrstni red, ali dam pa drugje poudarke, ker vem, da v organizaciji to več pomeni. In bom dala mogoče ven infografike, recimo, ki jih to ne zanima, bom dala več poudarka na prezentacije ali pa več poudarka na video urejanju. Tisto bom pa umaknila. Tako da dejansko vsebinsko si kar prvošem veliko spreminjati, ampak layout pa ostane več ali manj. Okay. To se pravi, malo kombiniramo vsega skupaj, ne? Ampak določene elemente pa pustimo pri miru, lih to, da nam ne trga živca vsakič znova. Ne mi pol jamrati, da je, da delaš še, ne vem, 2 uri, bom šla pogledati, da si spremenil na glavo obrnil, mogoče si v template, pol mi je jasno, da se zavleče. Pol je, ne, time consuming, to je ena taka Canvina past, ne, saj meni se zdi, da jaz vsake toliko časa padem v to past, ker pol kar scrollaš in pa se ta perfekcionistični del vklopi in pa si mogoče rabim pa tak kvadratek, pa mogoče je ta malo preveč tako vrnjen, pa malo preveč tako. Prosim, rešite se te skušnjave. Ne da ko prelezeš ven, še vedno lahko noter padeš, da se razume, ker jaz sem tudi taka, bom rekla, rada imam možnosti. A ne, že tako mi je všeč, možnosti imam rada. In pol, ko me vržeš v te, ne, imam ful rada delam z drugimi, zato ker mi oni dajo okvirje. Štekaš? Jaz sama pri sebi, sploh, ko delam te moje kreativne zadeve, si dam duška, noben te nič ne gleda, biča nič, razumeš. Če pa delam s drugim, je pa všeč, ker vem, da se moram njihovih smernic držati. Tako da I love it, ko me drugi pol dajo v neko okvir, delamo s tem, klele maša, ne, cool. Vidiš, pogoče si moram jaz ena pravila postaviti, neke smernice. Dobro, veš kaj, ena stvar me je še malo fascinirala, moram reči, ker si rekla, da se v bistvu naredi spletno stran v Canvi. Ti mi malo povej, kako se ti tega lotiš? Imam tudi svojo spletno stran, narejeno sicer od presu za naš trg, za nam majčkeno ločen, pa se je, bom rekla, rodila potreba, da moram biti pripravljena tudi na tujce, a ne. Jaz sem rekla, nič, najhitreje bom naredila, kljub temu, da znam VP, mislim, sem sama delala zadeve, sem rekla, nič bom pa v Canvi, dajmo testirati, kako daleč to gre, ne. To sem pol naredila zase, za neko organizacijo, zdaj druge poučujem in vedno poudarjam. Canva je za neko osnovno predstavitev sebe, ne, ali svojega brenda, ali morda svojih storitev, kakorkoli že, lahko tudi dogodka, veš, ker so različni nameni, a ne, idealna. Karkoli kompleksnega, v smislu
smislu prodaje pozabi. Ali pa neke hude, bom rekla, SEO optimizacije pozabi. Pač je res, kakor neke sorte landing page, deva temu reči, ki so sicer z aprilom, ful sem happy, obogatili tako, da imaš možnost gor zavihkov. A ne, Okay. ja, zdaj imaš lepo gumbke, vse zavihke, da zgleda res, da je malo bolj next level, ne. In je idealna za tiste, ki rabijo hitre rešitve, ali v mojem primeru je bil pa enkraten dogodek. In niso hoteli komplicirati, so se name obrnili neka organizacija in so rekli, Terneja, kle imaš naš CGP, a ne, barve, vse, kar imamo, ali lahko narediš sam začasno, točno še za domeno so plačali, ker se da, a ne, v Canvi je tam okoli 30 €. Gostuješ itak v Canvi, a ne, plačaš pa, če želiš po meri govoriva, a ne, domeno. In smo naredili čist podobno in prijavni obrazec oziroma klikabilen gumb je vodil na Google Talent Forum, kjer so pobirali prijave. Se pravi, nič kompleksnega, ampak idealno za hitro rešitev. Medtem, ko pri podjetnikih pa opažam vsi tisti, ki še nočejo zares investirati v WordPress, ampak želijo samo neko vizitko, deva temu reči, ki zgleda malo bolj fancy, grejo na page. In jaz sem isto za ameriški trg oziroma za tujce sem tudi naredila, sam s tem, da moram priznati, ko je pa še Canva jo javno pohvala, veš, da se mi je bilo tako, wow, they noticed. Tudi ja, to je to, no, za osebno predstavitev brez nekih kompleksnih, bom rekla, dolgih tudi tekstov in tako naprej in pa da misliš, da boš to zdaj prodajal, ne, Canva ni še tam. Tako da, pojdi na drugo. Hude spletne trgovine ne moreš postaviti, ampak res pa neko tako, uvodno spletno stran. Tako, ki zgleda res podobno, optimizirano za telefone, za desktope, super duper, ampak pač tudi ne vidim, a bo šla res Canva v to smer, če sem iskrena, nočur, ampak vidim, da se trudijo v smislu, lej, kva rabiš, si začetnik, ali pa rabiš sam nekaj, da je, a veš, da zgleda malo bolj fancy, kot tista vizitka, ki so zelo omejene informacije gor, lej, na vizitko daš QR kodo, ki lahko pripelje na to Canvo stran. Se tako lahko znajdeš, a ne? Tako da ja, opažam, da je ta popularnost teh pageov raste, no? Ker vidim, da tudi mene sprašujejo in to pač podjetniki, ne? Ok, zanimivo. V bistvu to me je res fasciniralo, ker sem malo bolj brala o Canvi, pa sem se videla, da se da spletno stran. A ne? In sem bila tako, wow. Ti jim pokazala, bolj moj. Ja, jaz se pa tako včasih pritožujem že nad generiranjem fotk. Sem mislila, no, ok, to boš mogla malo naštudirati. Ampak ja, full fine. Me pa zanima, tako, a si slučajno kdaj probala delati recimo logotip v Canvi? Jaz ne, ker jaz imam ime pa priimek. Handwritten, a ne, tako da nič kompleksnega in tudi drugi, pogosto dobivam to vprašanje, vedno rečem, za nekoga, ki začenja, sploh če ne boš imel še kakšnih, bom rekla, izdelkov, ker treba to tiskati, a ne, in tako naprej, vedno rečem, Canva bo čisto odličen first stop. Ok, za kakršnekoli resne bolj potrebe logotipa, da prosim obrnem se na grafičnega oblikovalca, vedno to svetujem, vedno, tako da ima odlične template, ampak za neko resno long term rabo, pa bog ne daj, da se to potem še tiska, kakorkoli že, vedno rečem, da je naredi raj unikatnega, ne uporablja tistih templateov noter, ker moraš vedeti, uporabnikov je milijavžent in najbrž nisi edini, ki ga ima. Je pa že vprašanje, bom rekla, tega, da ti ni lih v interesu si logotipa z nekom deliti. In ne samo z enim, ne samo z enim. Tako da tisto ne ti bo kot izhodišče, kot navdih, pri logotipu pa to vedno poudarjamo. To se pravi, pa to res ena taka stvar, kjer pa je treba dati nek budžet na stran. Pa tudi, če smem poudariti, če delaš v online svetu, tako kot jaz sem vedela, da tega ne bom nikamor zares dajala, a ne? Pa plus, jaz sem personal brand, se pravi, kot Jerneja je izpostavljena, ne logotip, ni v spredju, a ne? In sem takoj vedela, to zame ne bo relevantno, saj v tej točki ne. Tukaj in zdaj, ne za spletko, ne za moje, tudi ko sem šla recimo na dogodek, gor zame logotip, osebno sem imela svoj podpis, ampak meni je bilo bolj pomembno, bo ta oseba prišla na moj LinkedIn pa spletko, bolj kot to, razumeš? Tako da je vedno, rečem, sploh tisti, ki imajo zaradi tiskovin res nekaj konkretnega, vedno rečem, da je pazljivo ali ga pa dovolj tweakaj oziroma spremeni. Ne ga samo copy-pastati. Ne. Prav, zdaj si pa še eno istočnico si mi dala, full fine, vidiš.
In sicer rekla si, da si šla na dogodek. Je to ta dogodek, ki smo se mi pogovarjali pred tem snemanjem, da si bila v Los Angelesu na Canvinem dogodku? Tako, za ta dogodek sem pa ekstra se pripravila, ekstra vizitko naredila in spletko v angleščini, in sem vedela, da pač, ker bo 1 na 1, face to face, you never know, koga srečaš, spoznaš, da moram sebe izpostaviti in preko mene storitve in tako naprej, tako da sem se zelo pripravila, pa še zelo na mestu, glede na to, da sem kakor neke sorte ambasador Canve in sem rekla, how convenient, a ne, vizitka tam narejena, page tam narejen in tako naprej, tako da sem to tudi za nalaž izpostavila v opisu in je pol po analitiki, ne, če niste vedeli, ima tudi Canva znotraj vašega, bom rekla, urejevalnika, imate gor nek grafik, ki kaže analitiko obiskov določenega dizajna, če je javni. Okay. Se pravi, moj page je itak javno objavljen in sem lahko videla potem obiske. In celo iz katerega kontinenta, ni nič sporno, kar se tiče zdaj osebnih podatkov, da se razume, ampak dovolj, da mi je pokazala število in pa iz kje. Pa sem videla US, ok. Se pravi, dovolj sem vizitko sem režila, sicer ni bilo nekaj časa, da se razume, sem šla tudi z drugimi nameni gor, ker je bil pač poudarek na kontentu, na predavanjih in delavnicah. Kaj pa si zanimivega zvedla tam? Kam gre? Zdaj si dala nevarno vprašanje, ker to je bilo šok za šokom, koliko pogumno, največje posodobitve do zdaj, Canva aprila letos uvedla in po moje cela dvorana, koliko nas je bilo nekaj čez 4000, mislim, da tam v živo, je bilo tako, kaj, tako daleč ste šli, umetna inteligenca, zdaj resen tekmec tudi ratala, Canva tudi na tej fronti, ampak vse ostalo, eno bom res izpostavila, ko sem videla, da so uvedli tables, oziroma po domače prijazen Excel z umetno inteligenco, I was like, yes! Ker nisem ravno fenica Excela, I'm so sorry, vem, da je super powers, ima ta Excel, mi je čisto jasno, ampak za, bom rekla, nekoga, ki mogoče ni toliko pogosto tam, ali hitro tigiral formule iz glave in tako naprej, mi je bila ta kombinacija Excela s to umetno inteligenco, zelo nice. Pa še eno bi izpostavila, to, da lahko znotraj urejevalnika, verjetno ste že opazili, zraven pluska je nek spustni meni oziroma gumbek, kar pomeni, da lahko znotraj enega dokumenta, bomo rekli ene marele, lahko različne dizajne imaš. Se pravi, tista skušnjava oziroma težava prej, zdaj moram imeti pa vizitko ločeno, pa prezentacijo ločeno, tega ni več. Se pravi, vse pod eno marelo znotraj enega dokumenta, lahko imaš zdaj za kampanjo, za nek projekt, vse združeno. Ta sprememba ploskala po moja dvorana, če se prav spomnim, je bilo tako, thank you, vse na enem mestu. Ok, to se prav nekaj delajo, pa zdaj si pa v bistvu še eno tako stvar mogoče izpostavlja umetna inteligenca. Kako se ti zdi, da se Canva znajdla z umetno inteligenco oziroma kako je zdaj Canva obogatena z umetno inteligenco boljša? Ok. Meni osebno, če moram iti spet na ta wannabe Excela, da je, zdaj ko če dalje bolj testiram, primer, mava plan objav in ta plan objav je potem obogaten z določenimi metrikami noter, vse, pač koliko je bilo recimo objava, klika na komentarji, klasika. In mi je všeč, da ima Canva možnost, primer, čisto več je tega, ampak ta recimo je tako izpostavljena, označiš tabelo, in ti daš v, se pravi, besedilu, daj prosim, prečitaj to tabelo in mi povej, katera objava je najbolj to, najbolj uno, se pravi, tekstovno daš navodilo umetni inteligenci, ki bi lahko tudi s formulo načeloma to naredila ali rangirala, kakorkoli že, samo ta ukaz je dovolj, da pregleda celo tabelo in ti poda informacijo, točno pa po možnosti ti še graf nariše. Vse hkrati naredi, se pravi, ti ponudi, kaj zdaj hočeš, a samo v tekstu, ali ti dam še v graf, zelo celostno obogateno zdaj odgovarja na tvoje vprašanja in ta moč je zdaj v teh tabelah zelo močna. Zdaj, kaj sveže informacije moram izpostaviti, zdaj pa, kaj je prišla še na fronto zelo, bom rekla, napredne AI videa, VO3, se pravi, funkcija, ki je trenutno dostopna neslovenski Canvi, jo ne vidijo, če boste presedlali na angleško, je ta funkcija vidna, kjer je Canva AI, je tam, pa omejeni smo trenutno s 5 videi na mesec, ampak po prvih, bom rekla, testih in to je
tako zelo resnično, tako zelo dobro, bom rekla, od živalic, ljudi, I'm shocked na kakšen level, mislim, vem, da je bil tudi to namen Canve, a ne, to partnersko sodelovanje z zunanjimi, bom rekla, poslovnimi partnerji in potem te funkcije ali epe, karkoli, vključujejo v Canvo. Ko se moramo zavedati, da Canva je ratala kot nek hub in zunanji partnerji svoje, bom rekla, funkcije aktivirajo preko nas, ne, se pravi, da je na voljo nam, namesto da bi šla jaz na drugo aplikacijo, oni se točno zavedajo, hočejo, da nas obdržijo tam in da je vse na enem mestu. Tako da mi je čist jasno in razumem to in mi je všeč, da postaja mali marketinški hub. Zanimivo, vidiš, na začetku si rekla, da je Canva pri tebi mineštra, ne? Ampak mogoče pa cilj Canve, da je mineštra, ne? V bistvu vsega po malo papirja, malo tega, vse je na koncu. Zdajle je res dvignila level, no, ne bom rekla. Zdajle je res, kaj je videla jamranja in potrebe uporabnikov, jasno, izhajaš vedno iz uporabnika, ne? In so ugotovili, da je toliko noter ekip, toliko podjetnikov in tega, kaj hočejo to, zakaj bi šel še na uno aplikacijo, če imam lahko znotraj vas, ne? Da je Canva, se mi zdi malo na gas pritisnila in je bilo zdajle upravičeno, no, tak boom in tako na wow, da še jaz vedno raziskujem, kaj pa bi lahko še, a ne, ustvarila, kaj mi lahko še umetna inteligenca ponudi, poleg, bom rekla, funkcije, kaj tudi vse nas je narit prbilo, je to, da zdaj zna tudi programirati. Canva, se pravi, ti spet po tekstovnem ukazu, ti kaže sicer kodo, programira in ti dostavi polno delujočo, ne vem, widget, aplikacijo, karkoli že, a ne, ki nekam pripelje, če seveda narediš klikabilne gumbe in tako naprej, ampak govori o eni stvari, ki je bila prej dostopna samo za, bom rekla, ljudi s tem specifičnim znanjem, a ne. Dobro, če GPT zdaj dava na stran, a ne, je že malo, že vspredaj, ne, ampak Canva je zdaj s tem rekla, pridite kar k nam. Kaj potrebuješ, poslušam. Te klele nared zadevo, a ne? To da vidim, kaj se grejo in I like it. Sam tako. Pokažite, koliko zmore in zdaj že jaz malo eksperimentiram, koliko daleč in kakšne zadeve poleg kviza, vprašalnika lahko se sprogramiram zdaj noter, ne? Si že probala kaj sprogramirati? Ja, točno to. Vprašalnik glede na, recimo, ima podjetnico, ki ima različne pakete storitev, ne? Ampak ona želi, da oseba, ki obišče njeno stran, že v štartu gre čez nek kviz oziroma vprašalnik, da je lahko ponudi pravi paket dela. Odlično. Tako da sem šla, seveda treba potem prilagajati ta prompt oziroma to tekstovno navodilo, ki daješ noter v Canvo, ampak nima veze. Mislim, da je bilo potrebno vse skupaj 2 prompta, iskreno, da sem prišla že do klikabilnih gumbov. Dela, it works. In potem lahko to uporabiš znotraj Canve oziroma dizajna ali embeddaš oziroma dodaš na svoj page. Mislim, halo, ja, evo ti. Hvala sem reči WordPress kamorkoli drugama, ne. In se posodablja sproti. Mislim, posluša nas, no. To je meni pomembno pri Canvi, da nas posluša, kako se vedemo uporabniki, kaj iščemo, kaj je potrebovano in oni potem samo moje gledajo, k čemu damo prednost, ampak se ti pravim, zdaj nas je vrglo narediti, koliko je bilo novosti. Samo to, no. Če bi malo vzela kristalno kroglo, kam bo šla Canva naprej, katero funkcionalnost si ti želiš od Canve? Ja, veš katero ne, ker sem dobila en poseben vprašalnik z njihove strani in me je malo šokiralo, čakaj malo, a se vidimo tudi na tej fronti, to me je malo presenetilo. Za konkretno bolj za e-maile. Vidim, da se nagibajo k analizi, kar je dobro, da se razume. Samo ene je tako presenetilo, a toliko daleč mislite iti, to me je bolj tako presenetilo, ampak vidim, da želijo toliko integrirati umetno inteligenco, da ti bo že sproti javljala, koliko optimizira dizajne. Koliko optimizira to, kakšna je bila ta kampanja, kar je cool, ker vem, da je potreba že zdaj potem. Se pravi, kako čim hitreje dobiti odgovore, kako dobro mi gre. Lej, te podatke sem ti dala v tabelo, show me. Kaj moram optimizirati, oziroma še bolj, kaj mi ti predlagaš? Ja, sem to. Tako da ja, mislim, tako, lahko mi daš neke efekte, podatke, ampak kaj bom jaz zdaj s tem naredila, je pomembno, a ne, kako si to pojasnjevati in kako lahko zadeve izboljšati. In vidim, da bo šlo to smer, če me vprašaš. Kar je zelo dobro, veliko avtomatizacije in pa, bom rekla, inputa, oziroma tisto, kar nam bo umetna inteligenca dostavila, je konkretne lahko rešitve in predloge za nadaljnje delo. In pa mogoče ne bomo več tako neskončno scrollali v upanju, da bomo najdeli popoln template. Ne, zato, ker ti bo lahko dejansko že sama povedala iz določenih, ker se tudi uči, a ne, sama umetna inteligenca, ti gumb je prevelik, uno, levo, desno, a veš, v to smer, ne, in rečem,
to bo malo pa, ne vem, no, ne bojo mi vzeli moje kreative. Ampak tako se sprašujem, wow, dejansko to, kar je bilo včasih res tako cenjeno znanje, fulenka testiranja, A, B, ne vem, kaj še vse, razumeš, boš zdaj imel odgovore na podlagi učenja. Umetna inteligenca se bo učila iz primerov in ti bo hitreje lahko povedala, predlagala, karkoli, a ne. In kle jaz vidim, da gre v to smer. Lahko da se motim, pa me še s čim presenetijo, ampak to ni trend, to je the future. Umetna inteligenca in tako naprej, ne. Bova se naslednje leto za naslednjo sezono se bo dobile in bo pogledale. Deal. A je naslednje. Takrat bo že avatar kle, a veš. Ja, tam res hologrami, mi doma pa nekje Hologram bo že, sedeli, ja. kavi. Glede na to, kakšna je hitrost, bo že hologram. Bom tako od doma ti lahko povedala, kaj ja. To je bilo pa Okej. zanimivo. Rej bomo videli naslednje leto. Velja. Ne naslednji teden, naslednje leto. Naslednji teden bilo lih malo prehitro. Veš kaj, zdaj smo počasi proti koncu Ja. enega časa, tako da jaz bi te v bistvu prosila, da mogoče eno tako zaključno misel daš našim poslušalcem. Kaj bi jim, če bi se mogla odločiti za eno stvar o Canvi, ki bi res rada, da jo odnesejo, Ja. bi to bilo? Zdaj se vidi, da izhajam iz svoje bolečine, a veš. Kar se tiče, nočem zveni dolgočasno, ampak bom samo dodala dve, če lahko. Prva je res organizacija, sploh če delaš v timu. Ker se moraš zavedati, če si one man band, tako kot sem jaz trenutno, in lahko direktno šeram svoje dizajne z javnostjo ali z naročnikom na drugi strani, nobenega nič ne boli. Šeram tisto in je to. Ko si pa v timu, pa jaz opažam, en dela to, en dela uno, ali pa boh ne dej, šerajo dizajn z osebo, ki ni toliko vešča Canve. Toda kle majčkan, bom rekla, razmisleka, kdo ima dostop do tega in če se odločite, da se držite nekih dizajnov. Ker ta svoboda, velikrat si jo žal organizacije ne morejo privoščiti, samo zato si gre, a ne? Da bo enkrat tako. Tako da tam vem, da rabijo več organizacije pa reda, a ne? Taki freelanceri, ki sem pa jaz, pa če ni za osebo, a ne, za tečajnika, naročnika, razumem, se njih držim. Ko se gre pa za moje privat projekte, animacije, risanke in tako naprej, pa mogoče, da zgubiš en strah pred tem, daj naredi kaj, kar te res zanima, mogoče magari zase. Nekaj tako malo eksperimentiri, ko sem jaz odkrila, da lahko iz svoje domišljije naredim neko pravo risanko ven, meni se je svet odprl. In to meni zdaj polni, to neko kreativo, vem, da za tem ne stoji nobena umetna inteligenca, sem samo jaz pa Canva. In meni je všeč, ko nekaj nastane iz moje glave, izpod mojih rok. Tako da po mojem bom se na unih, ki še vedno uporablja ročni planer, poleg Google, a ne, ampak še vedno bom zvesta, da sama skupaj sklofam dizajn, ne samo da uporabljam predloge. Tako da prvoš si, da sprostiš mogoče ta en strah pred dizajniranjem pa in tako naprej, no. In ni treba imeti nobene diplome za to, zato je Canva, da ti olajša življenje, tako da you can do this. Jerneja, hvala ti. Hvala tebi.